Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Tokrat smo raziskali sončne elektrarne, saj smo prejšnji mesec v Kopru dobili kar 2. Na parkirni hiši Sonce ter v Luki Koper, ki predstavlja eno izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Poglejmo prispevek. Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov sodobnega sveta, saj imajo številne nepopravljive posledice za okolje, družbo in gospodarstvo. Naraščanje temperatur, pogostejši ekstremni vremenski pojavi in taljenje ledenikov so le nekateri vidiki tega kompleksnega problema. Časovno okno za ukrepanje se krči, kar zahteva takojšnje in usklajeno delovanje na vseh ravneh. Lokalni, nacionalni in mednarodni. Spremembe na podnebnem področju zahtevajo trajnostne rešitve, ki temeljijo na zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, prilagajanju na spremenjene pogoje ter spodbujanju obnovljivih virov energije in trajnostnih praks. In vemo, da so podnebne spremembe tu. Slovenija se segreva 2-krat hitreje v bistvu kot je globalno povprečje. Tako da enostavno tudi mi smo zelo izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb. In ne samo, da se prilagajamo na te posledice, dejansko moramo tudi delati proti zmanjševanju oziroma za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Tako da neko sistemsko, horizontalno naslavljanje tega vprašanja se mi zdi, da je ključno. Mislim, da se zelo dobro že vidi v trenutnem ozračju, kako toplo je, kako topla je voda. Letos mogoče suše niso tisti glavni, oziroma vsaj trenutno ne, na večjem področju Slovenije. Smo se pa nedolgo nazaj spopadali z požari. Mislim, da so to tiste ključna področja, ki smo jim tudi mi priča, tako da ni treba iti predvsem zelo daleč, ampak imamo jih dejansko pred našim oknom. Vsekakor pa so razni sektorji, ki so zelo ranljivi, kot so recimo kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, ki so zelo ranljivi na posledice podnebnih sprememb in vedno bolj bodo. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Sončna energija je eden od takšnih obnovljivih virov energije, zato so sončne elektrarne energetska rešitev, ki skrbi za okolje in omogoča prihranke pri električni energiji. Poleg tega so tiho delujoče in med delovanjem ne proizvajajo emisij toplogrednih plinov. V zadnjih letih so postale vse bolj pomembne kot del prehoda k bolj trajnostni energetski prihodnosti in zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv. Prejšnji mesec smo v Kopru dobili kar 2 sončni elektrarni. Najprej so na strehi parkirne hiše Sonce slovesno odprli sončno elektrarno s skoraj 500 kW moči. Nastala je v okviru 2 leti trajajočega projekta Soporem, kjer so si za cilj zadali povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Gre za partnerski projekt, katerega glavni izvajalec pa glavni partner je Luka Koper. Veseli smo, da nas je Luka Koper pritegnila zraven. Pričakujemo, da bo tako tudi vnaprej, ker je seveda bistveno lažje priti do sredstev, predvsem pa izvesti neko tako investicijo. Kot sem povedal v nagovoru, zamujamo. Vsi zamujamo, zato je to še toliko bolj dobrodošlo in tudi, kot smo tudi že opisali, dela se seznam vseh javnih objektov, na katerih se take elektrarne lahko postavijo zaradi statičnih, sončnih in drugih lastnosti in to je zgolj začetek. Ta ima tudi eno posebnost, ta konkretna elektrarna, in sicer ta objekt, na katerem stojimo, ima dovoljenje, da ga nadgradimo v primeru, da bo potrebno zaradi prometa. In zato je tudi elektrarna tako narejena, da jo praktično samo prestavimo na višji nivo. Ni fiksna, ampak je narejena na tak način, da jo lahko prilagajamo tudi spreminjajočemu objektu. Kot veste, tukaj bo zrasel zdravstveni center nov in pričakujemo, da bo to potrebno nadgraditi. Sončna elektrarna na strehi parkirne hiše Sonce z več kot 1000 moduli ima inštalirano moč 459 kW. Elektrarna bo letno proizvedla 505 MWh električne energije, kar bi zadoščalo za letno preskrbo 50 gospodinjstev.
Proizvedeno elektriko bodo koristili številni javni objekti v občini, kot so Arena Bonifika, bazen Olimpijskega centra Koper, stavba osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in nenazadnje tudi občinske stavbe na Verdjevi ulici. Na ta način bo koprska občina znižala izpuste ogljikovega dioksida za 186 ton letno, skupaj z novo sončno elektrarno v koprskem pristanišču pa se bodo emisije CO2 znižale za več kot 1500 ton letno. Moram reči, zelo se dobro povezali z občino Koper in ocenjujemo, da je bil to en izmed uspešnejših projektov na tem področju in v tej regiji. Gre za velik finančni zalogaj, ki so ga izpeljali tudi s pomočjo donacij. Glejte, ta projekt konkretno je financiran iz Evropskega gospodarskega prostora, to je poseben mehanizem, ki ga donirajo predvsem države donatorke, predvsem Norveška, Liechtenstein. In v okviru tega mehanizma smo v prejšnji perspektivi imeli namenjenih 32 milijonov evrov sredstev. Pričakujemo, da bo teh sredstev v novi perspektivi, ki se bo začela v naslednjih dneh programirati, več, okoli 50 milijonov. Seveda pa vsa sredstva ne bodo namenjena v obnovljive vire energije, ampak je pa ena izmed ključnih prednostnih osi, se pravi ravno to skrb za okolje, obnovljive vire energije, krožno gospodarstvo in tako naprej. V prihodnosti bo še več denarja namenjeno razvoju tako imenovane zelene Evrope, katere cilj je tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Ta projekt je, kot rečeno, financiran iz teh sredstev, ob tem pa seveda še mnogo sredstev namenjamo ravno za to področje iz kohezije, kjer smo tudi lansko leto začeli z novim finančnim obdobjem. 3,2 milijardi teh zelo pomembnih razvojnih sredstev bomo lahko črpali do leta 2029 in ena izmed ključnih prednostnih osi v koheziji, več kot 700 milijonov evrov bo namenjenih ravno za zeleno Evropo, če temu rečem širše. Razdelitev sredstev razporedijo na podlagi razpisov. Razpisi so in na podlagi razpisov se potem izpeljajo konkretni projekti. Bi pa rad na tem mestu res še enkrat čestital Mestni občini Koper in Luki Koper za ta zelo pomemben projekt, ki je bil uspešno izveden. Namreč ključno je, da projekt na nek način dviguje kvaliteto življenja občank in občanov, na drugi strani skrbi za razvoj, kar je ključnega pomena, in hkrati za to trajnostno komponento, brez katere pa vidimo, da v prihodnje ne bo lepo živeti. Konec koncev nam je narava že pokazala zobe s poplavami lansko leto. Druga sončna elektrarna, ki je prav tako nastala v okviru mednarodnega projekta SOPOREM, pa je celo ena izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji. Postavljena je v Luki Koper na približno 15.000 kvadratnih metrih strehah skladišč terminala za generalne tovore. Okolje, v katerem deluje pristanišče Koper, je zelo vpeto v ta ekosistem. Z ene strani nas obdaja Natura 2000 z rezervatom Škocjanski zatok. Na drugi strani nas obdaja morje. Na eni strani smo vpeti med občinama tako Ankaran kot Koper. In ne nazadnje, le pogled stran je na novo ustanovljeno zavarovano naravno območje Krajinski park Debelji Rtič. V tako kompleksnem in seveda edinstvenem ekosistemu je nujno, da svoj razvoj in vse dejavnosti vodimo na način, da ne porušimo tega naravnega ravnovesja, tako da so posegi v prostor čim manjši oziroma zanemarljivi. Razumemo in v družbi se zavedamo, da lahko z ustreznimi ukrepi ne samo zajezimo negativne posledice, ampak pozitivno vplivamo na okolje in kakovost bivanja v našem okolišu. S tem zavedanjem smo pristopili tudi k projektoma SOPOREM in ILINK. V Luki Koper smo trajnostnemu delovanju zavezani že leta. Prvo sončno elektrarno smo zgradili leta 2018, imamo jih 10.
Sončna elektrarna širi se na strehah levo in desno od tu. Lahko rečemo, da je ena izmed največjih v državi na strehah, torej na objektih, na strehah industrijskih objektov. Z močjo 3,3 MW bo pomembno prispevala k večji energetski neodvisnosti in bolj čistemu okolju, s proizvedeno energijo pa bodo dosegli tudi 1500 ton manj izpustov CO2 letno. Sončna elektrarna bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot je v povprečju porabi več kot 880 gospodinjstev v Sloveniji. Celotna vrednost investicije znaša 2 milijona 800 evrov, od tega je bilo 1 milijon 300 sofinancirano z sklada Soporem. Ta investicija pomeni izgradnjo 3,3 megavatne sončne elektrarne na strehah naših skladišč in bo pomenilo, da bo skoraj 10% električne energije proizvedeno, ki jo porabimo, proizvedeno znotraj Luke Koper. Predstavili so tudi projekt E-Link. Vanj je vključen konzorcij 22 partnerjev iz 9 držav članic Evropske unije. Poleg vodilnega partnerja Luke Koper so sodelovali še partnerji iz Španije, Italije, Grčije, Bolgarije, Nemčije, Romunije, Irske, Portugalske in Slovenije. V okviru projekta so izdelali energetski in podnebni načrt z oceno okoljskih vplivov Luke Koper do leta 2030 s pogledom do leta 2050. Ta predstavlja strokovni okvir in podlago za nadaljnji razvoj ter izvajanje projektov energetskega in podnebnega prehoda. Naš cilj je, da bi do leta 2030 izgradili 10 megavatov sončnih elektrarn v Luki Koper, kar bi pomenilo približno 25% za takrat načrtovane porabe električne energije. Zavedati se moramo, da težimo k temu, da bi luška mehanizacija, ki jo zdaj poganjajo fosilna goriva, prešla in nadaljnji nakupi so usmerjeni v vozila, v mehanizacijo na električni pogon, kar pomeni relativno, če gledamo z današnjega vidika, bo odstotek še višji iz naslova novo zgrajenih sončnih elektrarn. Ker se potrebe po električni energiji večajo, so s podjetjem Eles že pristopili k projektu gradnje razdelilne transformatorske postaje, ki bo zagotovila dovolj električne moči za nadaljnje delovanje in razvoj Luke Koper po letu 2030. Na ta način bodo vzpostavili pogoje za elektrifikacijo obal in neposreden priklop ladij na električno energijo ter tako za čas vzdrževanja ladij v pristanišču izničili emisije v okolje ter znižali hrup in vibracije, ki jih povzroča delovanje ladijskih motorjev. Samo naložba v elektrifikacijo pomolov, torej v posodobitev pomolov, da se bodo lahko ladje, ko bodo privezane v pristanišču, priklopile na elektriko, so ocenjene nad 100 milijoni evrov. Dnevno si prizadevamo, da bi iz različnih mehanizmov skladov pridobili dodatna sredstva za financiranje našega zelenega prehoda. Skoraj sočasno s projektom Soporem so v pristanišču zgradili še 2 manjši sončni elektrarni moči 0,9 MW. Sledimo ciljem in jih želimo in smo zavezani kot uprava, da jih tudi uresničimo. Znižati izpuhe CO2, povečati delež obnovljivih virov energije in seveda istočasno zmanjšati odvisnost od dobave energije iz omrežja, kjer seveda zasledujemo tudi finančni vidik. Sončne elektrarne imajo pomembno vlogo v prihodnosti energetskega sektorja, saj je sončna energija obnovljiv vir energije, kar pomeni, da je na voljo v praktično neomejenih količinah. V nasprotju z omejenimi zalogami fosilnih goriv, sončna energija predstavlja trajnostno rešitev za oskrbo z električno energijo.
Tehnološki napredek je omogočil padanje stroškov proizvodnje sončnih celic in sončnih elektrarn. Zaradi tega so postale sončne elektrarne vedno bolj konkurenčne v primerjavi z drugimi viri energije. Še ena prednost je, da omogočajo lokalno proizvodnjo električne energije, kar lahko zmanjša odvisnost od uvoza energije in poveča energetsko neodvisnost držav ter regij. Sončne elektrarne so lahko različnih velikosti, od majhnih naprav za individualna gospodinjstva do velikih komercialnih in industrijskih naprav. Ta prilagodljivost omogoča njihovo uporabo na različnih lokacijah in v različnih kontekstih. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnji torek ob 18.